Dober dan. Danes pa se javljam iz svojega najljubšega kotička ob Dravi, kjer hodiva z Donom, si odpočijeva, si nabereva moči in se v senčki tudi ohladiva. Ker je današnja delavnica zdravje, se pravi tematika zdravje, bi nekaj spregovorila v tem naravnem okolju. Poglejte ga, mojo Dravo, naš okoliš, kjer se zadržujem, malo bolj slabo mi gre, ker še nisem navajena za vsem tem, ampak tako. Vsi rečemo, zdravje je največje bogastvo, ampak se res tega zavedamo, dokler v resnici zelo ne zbolimo. Velikokrat ne. Redki posamezniki res skrbijo za svoje zdravje, pa še ti si mislijo včasih, da skrbijo, ker s svojimi nekaterimi metodami, najbolj mislim to na fizične aktivnosti, pretiravajo. Enostavno je pri zdravju, skrb za zdravje, tako kot vsepovsod, potrebna velika uravnoteženost, ravnovesje. Nikoli in z ničemer se ne sme pretiravati. Tudi z delom na osebni rasti, ne, tudi z duhovno potjo. Tudi v tem, veste, pri tem segmentu obstaja zasvojenost. Ko ljudje preveč berejo duhovno literaturo, ko preveč se seznanijo z nekaterimi, ko enostavno ne najdejo fokusa, ki bi bil zdrav za njih, da bi si izbrali nekoga, ki ga vodi skozi ta proces in se ne bi preveč ukvarjali z vsemi ostalimi duhovnimi modreci. No, to je bil tak en mali intermezzo. Kaj meni pomeni zdravje? Tako kot vsem vam res največ, ker skozi svoje življenje nisem imela najbolj pri tem segmentu sreče in dejansko, zdaj mi moj Don laja, moram biti malo previdna, da ne bo, se pozna gospoda. V glavnem, hočem povedati, da tudi takrat, ko sem bila zdrava in sem že zdavnaj delovala v smeri osebne rasti, sem napačno usmerjala svoje delovanje. Ali sem preveč tekla, ali sem preveč vitkala, se pravi preveč hujšala, se preveč ukvarjala s tem in sem sama sebe ohromila. Sama sebe sem v bistvu napravila enega sužnja, ki ni bilo v ravnovesju z mojim telesom. In na ta način je potem meni telo pokazalo, da pa nekaj ni v redu. Ampak tudi, ko mi je pokazalo, Don, ne sme, tudi ko mi je pokazalo, da nekaj ni v redu, sem še nadaljevala s svojim načinom. Zato vam predlagam, da najprej pri vsem tem najdete svoje ravnovesje, pri zdravem prehranjevanju, pri zdravem hujšanju, vitkanju je meni lepše, pri zdravem fizični aktivnosti, pri zdravi fizični aktivnosti, pri vseh stvareh je potrebno najti eno določeno ravnovesje. Sem pri tem, jaz imam že to ravnovesje, precej ga imam, ne še pa povsem. Želim si še nekatere segmente izboljšati, ampak kar se pa tiče zdravja, vam povem, od mojega dvomesečnega umika v virtualnemu svetu sem počela veliko stvari zase. O tem bom še govorila. In v tistem času se mi je razodelo mnogo teh stvari, ki sem se jih učila in sem sprejela takšne uvide, da se je moje zdravstveno stanje na vseh nivojih bistveno izboljšalo. Lahko rečem 90%. Dejansko imam še kakšne bolečine v hrbtenici, ampak vam povem 90% manj. Dejansko tudi, kar se tiče vseh tistih napetosti, ki sem jih včasih občutila, stresa in vsega ostalega, sem večina časa v miru in zadovoljstvu. To, kar se mi je zgodilo, to poletje, ta razodetost, te uvidi, ki sem jih pridobila, vse to, kar je poplačano skozi ves proces mojega dela na moji osebnosti, to je neverjetno. Še pred tem dvomesečnim obdobjem sem imela dnevne hude bolečine, ali v zgornjem delu hrbtenice, ali v spodnjem.
Bila sem velikokrat zelo napeta zaradi različnih stvari, zaradi posla in vsega ostalega. In kaj se je potem zgodilo? Naenkrat, kot da bi se mi vse skupaj razgrnilo in se mi sprostilo v mojem telesu. Ko sem bila na morju, se mi je to, vam ne znam povedati, zdelo pravzaprav čudno, ker tega nisem bila navajena. Ampak sedaj pojem 90% manj analgetikov, nisem živčna skoraj nikoli, nisem v stresu, tudi skoraj ne bom rekla nikoli, seveda še kdaj, ampak ni primerjave z stanjem izpred nekaj mesecev. Ni primerjave. In delo na osebni rasti, ki ga znamo nekako uravnotežiti, da si tudi pri tem delu vzamemo premor, da najdemo tisto svoje ravnovesje, da najdemo tisto svoje dobro počutje in tisto svojo vodilo v sebi, tiste svojo jasnost. Jasnost je tista, ki nas pripelje do tistega ravnovesja, da nas še dalje vodi v boljše in kvalitetnejše življenje, v tisto, kar si želimo. Saj ni vse naenkrat rožnasto, saj ne pada denar iz neba, saj ni vse okej, saj seveda so segmenti, kjer je treba kaj popraviti, ampak važno je, da večina dneva preživimo na visoki vibraciji, da večino dneva živimo v enem miru in soglasju s samim sabo. Tako, to sem vam želela povedati, to je moj prvi video izza Drave z mojo paličico, kamor lahko nastavim telefon. Zdaj, da če bi to stran malo pokazala, pa nekako mi naznese, ampak okej, tako je to. Uživajte, živite v ravnovesju in pazite na svoje zdravje. Hvala lepa, srečno!